Ja, zdaj odvisno za kakšno sicer situacijo se gre, ampak sovrstnik je lahko, če seveda, kakor je v moči tega, da ga lahko je tam zraven njega, da ga posluša že vsem tem, kar govori, a ne, že to je tisti čas, ki daš nekomu, da ga poslušaš. Tako kot je bilo vedno, smo si tako pomagali, smo si vedno s tem, da izgovoriš stvar, ki te teži. Že s tem, ko jo ven izgovoriš, je že, ne vem, res si olajšan, se mi zdi, kot da ti eno breme, en kamen pade. In je že to ena stvar, ker si jo ti končno izustil in se bolj zavedaš tudi tega, kar se je dogajalo, kar se je zgodilo. Zdaj, če je to taka stvar, da jo lahko onadva malo skomunicirata, da mu da mogoče prijatelju neko idejo, kaj lahko naredi, ali pa ga povabi, pej bova pa začela malo, pej pa z mano, ne vem, na neki športni trening, boš pa mogoče tam tako, da mogoče malo ga izvije iz tistega, je to ali tesnoba, ali da se je nekaj zgodilo, da mu pomaga priti ven iz tega. Včasih je samo ena taka stvar, sprehodi, šport, ne vem, iti na eno pijačo, tako. En tak pogovor, včasih, če je pa stvar težja, je pa tudi fajn, da se lahko pomenita, a lahko on to informacijo pač zaupa on komu drugemu, da pomagajo potem tej osebi. Ker včasih nekdo ni sposoben povedati nekomu, je pa zadovoljen s tem, da bo prijatelj lahko to povedal. Tako zelo smo si različni in je fino pol tukaj povedati, preveriti, kje smo in kaj si dejansko tudi mi želimo. Ali želimo to stvar rešiti, pa tudi koliko težka je, ne. Koliko jo lahko drug nese. Fajn je pa tudi ta prijatelj pove, če je tudi njemu, ne, težko, da tudi on izrazi svoje občutke pri tem, da ne vse nosi. Dostikrat ugotovimo, da si mislimo, da smo sami v tem, da se samo nam to dogaja, ampak na koncu ugotovimo, saj imajo drugi tudi take probleme, mislim, saj nisem sam v tem, to je še tako veliko drugih in je fino, ko slišiš, da te nekdo razume, sploh če je to tvojih let, zato je tako pomembna ta komunikacija, ki jo imamo drug z drugim, da lahko govorimo o sebi. Ker s telefonom se pač ne moremo na tak način pogovarjati, in nam ne bo dal, okej, lahko dobimo kdaj odgovore za kake stvari, ki jih iščemo, ampak ni pa tega pristnega stika, ko te nekdo v oči pogleda, ko te hudo objame, ko ti da roko, ko samo čuti s tabo in reče: meni se tudi to dogaja." A ni grozno, ful fajn, da si mi to povedal. Tako, no, zdaj bova probala nekaj najti, nekaj rešiti ali pa še koga vprašava, ne. In pol že vidiš, da sta dva in je že lažje. Seveda ne boš šel to zdaj v eni družbi, kjer je veliko ljudi, pa ta oseba, ki si ti zaznal, ne boš šel takrat vprašat: kaj je s tabo?" Ampak mogoče pa lahko ali napišeš SMS ali pa v živo, pač, ke se srečata, rečeš: a bi šel, ne vem, z mano na kakšen, šla z mano na, ne vem, na en sprehod ali pa se usedeva zdaj, ke bodo pač mogoče spet možnosti, se nekam usedeva, pa mogoče se malo pomeniva. Tako, kako si, me zanima, kako si, nič posebnega, da ne narediš kakšnega tragičnega tako uvoda, ampak samo tako, da včasih je že dovolj res samo en tak sprehod. Dostikrat je lažje govoriti med sprehodom, ko hodimo, kot pa sedeti za mizo, ker dejansko, ko ti hodiš, se drugače naši možgani obnašajo in je lažje spregovoriti o nekaterih stvareh. Seveda, če je pa obema v redu, da sediš in nekaj tam spiješ, je pa tudi okej, ne. Tako fino je videti, kaj je drugi osebi všeč, in jo povabiti in potem nekako tekom pogovora se bo po moje hitro zgodil ta preobrat, ko bo oseba začutila to zaupanje na drugi strani in bo želela povedati tisto, kar jo teži.